filmu Jezik enakopravnosti scenaristka Tina Grošelj in režiser Marko Kumer-Murč gledalcem predstavita življenjske zgodbe treh gluhih oseb. 15-letne Špele, 42-letnega Sama in 80-letne Meri. Poleg gluhote vse tri druži slovenski znakovni jezik. Ja, pred 70 leti smo imeli tak sistem, da nismo smeli kratati, smo morali samo govoriti. No, to je šlo leta in leta, dokler ni pred katerimi leti, ne vem točno, smo začeli delati na področju znakovnega jezika. To je edina pravilna metoda za nas gluhe, ker gluhi, če ne dobi svojega jezika, je nič. Ne more se pogovarjati, izgubi svojo dušo, izgubi vse. Nima družbe. Če pa gre, da je sproščen človek, lahko vse pove, kar mu leži na duši. Samo Petrač je najboljši gluhi športnik vseh časov. Med številnimi odličji ima tudi 6 olimpijskih medalj. Na vrhuncu svoje kariere se je odločil za študij na fakulteti za šport. Bil je 4. najboljši na sprejemnih izpitih. Ko so se začela predavanja, je sledil šok. Brez tolmača ni nič razumel. Obupal je in študij opustil. Danes za minimalno plačo dela v prehrambenem podjetju. Njegove sanje so, da bi počel tisto, kar ga veseli. Zato je pred meseci na Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani poslal prošnjo za zaposlitev. Moram reči, da se je mene najbolj dotaknilo to, kako je pravzaprav Špela bila v tej svoji osnovni šoli najboljši primer vključenosti gluhega otroka med slišeče okolje. Kako je ona tega svojega najboljšega prijatelja naučila, da on pravzaprav črkuje hitreje kot profesionalni tolmači in da je ona pravzaprav bila srečna sprejeta in da je ona tudi na valeti nastopila s svojim jezikom, ne? In potem ta njen padec na realna tla, ker smo pravzaprav, ko smo mi vstopili v to srednjo šolo, je bila to druga oseba. Vmes sta minila 2 meseca, ampak to je bila čist druga punca. Brez nasmeha, prestrašena. Tako da jaz mislim, da tako kot me je to ganilo. Gluhi v rednih šolah tudi danes niso upravičeni do stalnega tolmačenja pouka.
po mojem mnenju je največja težava gluhote ta nevidna invalidnost. Mi, ko gledamo gluhega, je lep, nič mu ne manjka in pravzaprav ne vzbuja nobenega sočutja. Potem pa, ko ljudje spoznajo gluhoto, vidijo, da je ta praktično, tako je rekel tudi dolgoletni predstojnik ORL klinike, da je ta hujša od slepote, ker človeka omeji v socialnem, komunikacijskem in intelektualnem smislu. Vsi tisti, ki odločajo, se morajo zavedati, da tako kot imamo, italijansko manjšino, madžarsko manjšino, imamo v Sloveniji tudi gluhe, ki imajo svoj jezik. In manjšina ima pravico uporabljati svoj jezik in dobivati informacije v svojem jeziku. Če bo to zakonsko urejeno, potem bojo gluhi lahko enakovredno se šolali v srednjih šolah, na univerzah, razvili lastno intelektualno bazo in s tem bojo postali enakovredni in resnično integrirani. Zdaj, kaj lahko storimo? Veliko vlogo imajo pri tem mediji, zelo veliko, ker pridejo v vsak dom in ravno ta film danes je, bom rekel, zelo osvešča javnost o tej nevidni invalidnosti in jaz res čestitam vsem, ki so ustvarili ta film, ker so naredili en velik korak v javnosti. Njihov svet se mi je zdel v resnici zelo zanimiv, je drugačen. Zelo, recimo, moja izkušnja je, da je bolj fizičen in nasploh vedno nekako znova sem se čudil poteku te komunikacije, ki je bila za mene čisto nenavadna. Na nek način zelo lepa, magična, čarobna, zato ker pač seveda vse izražajo z gibi. In nekako najbolj fascinantno mi je bilo to, da takrat, ko so začeli hitro nekaj govoriti med sabo, jaz nisem razumel nič. Pa sem se naučil teh par nekih osnovnih kretanj, ampak ko so se med sabo pogovarjali, sem se počutil čisto izključenega. Edino mogoče bi apelirala na zaposlene v zvezi, v društvih gluhih, da naj naredijo gluhe vidne nam, laikom, s takimi filmi, s takimi zgodbami, ki so bili danes predstavljene, ali pa še s katerikoli drugimi, da bomo bili ozaveščeni, kako zelo nujno je to. Mislim, da samo to manjka pri vsem tem. Drugače film se me je res dotaknil. Res, oči so se mi zarosile, ko sem, ne vem, res. Tudi zato je zveza že pred časom pričela s prizadevanji za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo, pri čemer je dobila tudi podporo Dejana Židana, predsednika Državnega zbora. Vendar pa je ta proces dolgotrajen. Dolgotrajen je predvsem zaradi tega, ker je to, tako mi rečemo temu, ustavno-revizijski postopek, kjer v bistvu so vrsto varovalk, zato da jih ne bi vsakokratna politika mogla ali hotela kar naprej spreminjati. Zato potrebujemo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da pravzaprav o tem ne more tisti, ki je zmagal na volitvah in prišel na oblast, sam odločati, ampak vedno potrebuje glasove tudi opozicije. Tisti trenutek, ko postane slovenski znakovni jezik oziroma pridobi status ustavne kategorije, potem ga ni več politika, ne glede na ideološki nazor ali karkoli drugega, ne more več oporekati, čemu bo dajal prednost v svojih politikah. Ampak dobi nalogo in obveznost, da skrbi za slovenski znakovni jezik. Kaj to pomeni? To pomeni, da zagotavljajo sredstva. To pomeni, da se mora pojaviti povsod v izobraževalnem procesu, ne samo do polovice, ne samo v osnovni šoli, pa v srednji šoli, na fakulteti pa že zmanjkuje. To pomeni, da se mora dejansko ustanoviti center za raziskovanje slovenskega znakovnega jezika in ne nazadnje mora nekdo tudi poročati o tem delu Državnemu zboru. Zato je pomemben ta vpis v ustavo. Od leta 2020 bo film na ogled v kinodvoranah Art Kino mreže Slovenije. V spomladanskih dneh pa pričakujemo projekcijo tudi na sporedu Televizije Slovenija.